Eva, ti si pisala pač svojo zgodbo. Kaj je zate mogoče najboljša tema, najboljša kategorija zgodbe? Like, glede na to, da si pisala objektivno najboljši žanr. Si šonen pisala, ja. Po mojem kakšne psihološke. Ja! Naprimer, najljubša manga pri meni je Liar Game. Ok, zanimivo. Ja, ful mi je, mislim, res mi je zelo všeč. Slice of Life tudi in pa horror. Kaj pa tale Kaiji? Ali pa Akagi? Ta gambling anime. To sem tudi nekaj gledala. Ne to, da so ti taki psihološki... Ne, psihološki so najboljši, to je tisto, kar boji. Steins Gate si mogoče? Kako? Steins Gate? Ja, to si to gledala, pač to je tako mi bila Death Note, Code Geass. Ja, dobro, to so tako stalnice. Ito Junji? Ja, nekaj sem od tega brala, potem Kiseiju, sem to sem anime gledala. Pa je bila tudi tu je zelo zanimiva. Kiseiju? Parasite. Parasite de Maxim. Potem bolj anime, ta Zenkyo no Terror. Tam je bila dobra. Zankyo no Terror. Oh my god, to je pa stari. Ja, ampak je zelo pa ni toliko stari. Underrated. 13 let, koliko je 10 let je stari. Ne, okej. Ne, je več. 14. To je ono, ko je terorist, pa psihološki jaz. Dva sta v bistvu, ne. Pa ena punca potem se noter vključi. Ja, dva fanta pa ena punca, mislim, da je fora, ja. Potem je shonen še Zetsu no Tempest. Ja. Tam je bila res ful dobro, ja. To je pred 20. Boku no Hana. Boku no Hana. Se mi znano sliši. Ako no Hana. Ako no Hana. Boku no Hero, Ta anime ima tako zelo... Ako no Hana, to sem je šel mango bret, ko so vsi pač hypal mango. Enega pa sicer niste gledali, pa je psihološki. Daj mi internet, da ga poiščem, ker ne vem imena na pamet. Ampak eden, ko si nisem mislil, da bo, ker takrat jaz sem bil full fan psiholoških fightov, pa to, ker definitivno seveda, ja. Kaj je premis? Baseball. Isti avtor kot tak je narisal Liar Game. Mislim, da je isti avtor. Mislim, da je isti avtor, ja. Kako se imenuje? Baseball pa psichološki. Akagi, a je Akagi? Ne, Akagi je Mahjong. One Outs. Napisal bom baseball. One Outs. Ej, ko si ne misliš, kako bi lahko to bilo baseball. Meni je bilo tu zabito, pa jaz pa tako pravil od baseballa ne poznam, pa bo še razmeraj zanimivo. A ni zanimivo, kako te vsak športni anime potegne noter, koga bi ga tako odbojka na splošni ravni, ali pa nogomet, ali pa šogi. Sej ti, in potem, če si daš anime, pa te hype, pa si like, jaz moram mi to zdaj ven igrati. Ali pa go. A vas je, mislim, ker, shoutouts to, kaj že je ta Hikaru no Go. It got me into go for a few years. Ja, imel sem potem celo začel sem potem z go krožkom na gimnaziji. Vse skupaj 3-4 po mojem člane. To sem bil proper Japanese school club, ko imaš 3-4 člane. Ja, nekaj tazga. Ampak obstajajo tudi Go Zveza Slovenije, pri nas drugač pa imajo turnirje. Večkrat so, mislim, da na dnevu Japonske. So na dnevu Japonske tudi, ja. Zelo, njihov predsednik oziroma predstavnik je v bistvu zelo prijazen in te vedno uči. Ful je prijazen, plotka, ja. Pa ne vem, če poznate, to mi je Katarina predlagala še Moyashimon. Moyashimon, o mikrobiologiji, to si pa ti naredila recenzijo tega, ne? To sem jaz recenzijo za Magnet Manga, pa celo spomnim, da smo mogli na faksu v prvem letniku mikrobiologije imeti neko predstavitev, zakaj smo si v bistvu izbrali mikrobiologijo, pa ne vem kaj, in ko bi to povezali z življenjem in te fond, kaj sem pa čekala, da organiziram event anime, pač sem se lepo spromovirala tam in sem potem nekaj, da pač gledam, sem tudi anime gledala in da me kao navdušno nad mikrobiologijo po temi forami, gledala Moyashimona. Ne, nisem. Jaz sem mango brala, pa ful je lepo narisano, res bolano je narisano. Pa tak cute. Meni daje skoraj da tele, kaj že vibe od Gino Saji, če sta morda gledala, pa Silver Spoona. Zaradi tega, ker se prav tako dogaja, mesi, da na neki agroživilski fakulteti, šoli, kakorkoli. Študent živilstva in prehrane in v bistvu
ve, kaj govorijo mikroorganizmi in potem obvlada te procese fermentacije, ker ve, kaj dejansko one bakterije rabijo in to doda. Point je pač glavni point tega animeja oziroma manga je pač v tem, da glavni karakter lahko vidi te mikrobe. Vidi, kako kot taki čibi karakteri so in potem se pogovarjajo med seboj z njim in full cute. Tako da te naučijo dejansko mikrobiologijo. To pa Eva znala povedati. Določene informacije dajo, tako da so kar legit manga. To tudi imam rada v bistvu pri mangah, da je tudi neka teorija v ozadju, da mogoče tukaj odneseš. To mi je zanimivo, zato je pač Lair Game je full dober, ker dosti krat kakšne psihološke eksperimente predstavi skozi mango, pa neke psihološke fenomene, kako v bistvu možgani delujejo po to in tam tako. Res full zanimivo. Mislim, se zato pa gledam zdaj v novo sezono Dr. Stona, ko tu ti pokaže, kako znanost deluje, kako lahko ustvariš. Niso pa animeja naredili za Lair Game, mislim, da je sam nek live action. Live action so naredili, To mi je ena najljubših delov podcasta, ko dobim nove reference in gledam nove anime, ki jih prej sploh nisem si predstavljal, da bi našel. Kaj sem še gledala Cyberpunk? Oh my god, dejansko, mislim, to, kar je bilo od Netflixa, ki so zdaj ampak full dobra animacija in to mislila sem, da bo full za nič, ker je pač videla full popularno, pa so sam naredili, neki so pač sam spravili skupaj, da je popularno, pa dejansko kar legit. Se je bila to ameriška produkcija ali? Na Netflixu je bilo. Ampak na Crunchyroll Awardsih je dobil Anime of the Year. Saj si zasluži, mislim, ker to ti da eksistenčno krizo na koncu. Jaz, ko sem to pogledal, sem samo bil samo jokal. Dober je, pač meni je predvsem, jaz bi rekel, predvsem prva polovica mi je dejansko najbolj všeč. Se mi zdi, da tisti timeskip sploh, nek timeskip je. Timeskip, pa zaključek ima dober. Ja, morda malo preveč mislim, morda je malo upočasnil bi se lahko, da bi videl to njegovo tranzicijo tega Davida. Kako je v bistvu on odrastel, čeprav ni zaradi tega, ker večina je pač potem njegov body modification, ampak tako je dober pač. Meni se zdi, da so zelo našvešto naredili, ker Cyberpunk je svet, kjer se prilagodiš, drugače umreš. Mora iti hitro. Kinda. Morda bi malo več časa rad preživel s tistimi karakteri, ker eni so bili res dobri. Eni so takoj umrli. Naprimer, kaj je bila že una side character with the guns? Ta mala. Se so vsi cosplayali tisto leto. Ampak tako malo več časa bi rad želel pač preživeti s temi karakteri. Mene pa ravno to prevzelo, da sem čutil za njih, ko so umrli, mi je bilo hudo za njih, čeprav so tako malo screen time dobili, da so lahko nekako spravili njihov karakter ven, čeprav so tako malo dobili možnosti do tega. Ne, se drugač tako kot en tak kako se temu že reče, one shot ali neki tazga show, po mojem predvsem, kaj so naredili oni to za promocijo igrace. Bolj, ker so fani Cyberpunk, board TTRPG-a, ko je bil, pa pol prišel pač Game Vans. Čakaj, RPG prej, board game. Cyberpunk je že obstajal v 80-ih. In potem je pač prišel CD Projekt Red noter, ko je naredil malo svojo verzijo. CD Projekt Red. CD Projekt Red. In tisti Japonci, ker sem poslušal njihove intervjuje, so bili dejansko fani in board game-a. In so želeli narediti, da je res kvalitetno, da je res dobro, ker so res bili fani. Točno glasba je bila dosti dobra. Glasba pa tako. Čeprav pa sem slišal, da je čisto vsa glasba bila v gameu noter. Tako da gremo špilat game. Mislim, jaz bi si želel, da bi bil šov mal daljši, mal daljši. Dovolj dolgo, to je bilo to, boom, konec, nič ne rabiš več. Drugače je samo... Mislim, ne vem, tako ne bi moral dal Anime of the Year. To je obviously Kimetsu no ja. Ne, ampak tista scena, ko se Uzagi Tengen pa, kaj je, brat in sestra, ko se borita, tista scena pa z glavnim karakterjem, ko ga skupaj premagata, this fighting animation is like one of the best pieces of animation I've ever seen. Tako da že tista scena sama bi si zaslužila. Tako mislim, veliko drugih animejev je bilo lansko leto, ampak se o tem smo že govorili. Mob Psycho. Made in Abyss. Made in Abyss, Mob Psycho je pač. Ne Mob Psycho, kaj je že Psycho Pass ali...
Ne, je bil Psycho-Pass lansko leto. Psycho-Pass je psihološki taki fuldo. Ja, to je pa. To sem tudi gledala, ampak kaj, neke 3 sezone so... Prva sezona je samo cool. Prva sezona je, ja, tako je. Potem je pa že... Pa mislim, da prva sezona je bila pod production IG, pa ne vem, če... Ja. Ker spomnim se, da ko je prišel direktor production IG v Slovenijo, mogoče 10-11 let nazaj, je celo promoviral Psycho-Pass, ker je takrat prihajal v... Promise Neverland, tu je prva sezona, svetovna, druga za nič. Tukaj pa sem mango brala. Mango. Je pa dobro. Manga je dobra. Manga je svetovna. Tako, jaz sem pogledal mogoče prvo epizodo animeja, pa potem pogledal mango in dejansko mi je manga izpadla malo bolj srhljivo, zaradi tega, ker je pač črno-bela. Verjetno zaradi tega, no, in sem potem kar nadaljeval z mango naprej. Ali pa itak anime, pač drop of the ball completely, pač v drugi sezoni, ne.